Živijo, spet mi z novimi ambientalnimi zanimivostmi. V današnji oddaji si bomo ogledali nagrajeno skandinavsko hišo na Visokem pri Ljubljani, sodoben prodajni salon in spoznali, kaj je to homestaging. Sledi skandinavska hiša, za katero sta arhitekta Mojca Gregorski in Miha Kajzel prejela nagrado Zlati svinčnik za odlično realizacijo, ki jo vsako leto podeli Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Ko je Janez Bajt izvedel, da urbanistični načrt za naselje Visoko v občini Ig terja klasično hišo s pritličjem, prvim nadstropjem in dvokapno streho, je rekel ne. Takšne hiše nočem, je bil odločen. Arhitekta Mojca Gregorski in Miha Kajzel sta se znašla pred izzivom, kako naj spoštujeta omejitve, ki ima jih nalaga urbanistični načrt in kljub temu postavita hišo, kakršno si želi naročnik. Njegove želje so bile jasne. Hiša na pogled ne sme biti velika in mora biti v sozvočju z naravo. Predvsem pa mu mora omogočati življenjski slog, kakršnega je vajen. Po številnih usklajevanjih in z veliko iznajdljivosti se je naposled izoblikovala ideja za skandinavsko hišo. Zdaj, ime objekta Skandinavska hiša izvira iz dejstva, da je dejansko naročnik 40 let svojega življenja preživel na Švedskem, Skandinaviji, in je s sabo, ko se je preselil živeti na to lepo lokacijo, prinesel v bistvu duha skandinavskega, ki se predvsem kaže v odprtosti hiše do naravnega okolja in do ljudi, v bistvu do sosedov. Gre za to, da dejansko ta hiša nima ograj, se ne zapira proti cesti in da so tudi bivalni prostori dejansko zelo odprti in da ne skrivajo tega, kar se v bistvu za temi steklenimi stenami dogaja. Hiša praktično bi lahko nekateri rekli nima etaž, ker se med etaže med seboj prelivajo, tako nekako prelivajoči prostori. Kljub temu pa naročnik ima intimo, ima možnost, da se umakne v svojo spalnico, ima možnost se umakniti v kopalnico in tako naprej. Tako da to prelivanje ni nujno izključeno glede na intimnost prostora. Tako da prelivanje prostora interierja se preliva tudi v eksterierju. Tako da, ker je naročnik sam želel imeti nekoliko bolj razgiban teren, nejasnih, jasno ločenih nivojev, ni želel izvesti škarp, kljub temu, da teren visi, smo to mehkobo terena prelili nekako tudi v interier. Tako da lahko rečemo, da je hiša krajinska tudi v notranjosti, ne samo v eksterierju. Janez je bil navdušen nad notranjostjo hiše, vendar ni pozabil, da starost prinaša tegobe in nekoč morda ne bo mogel premagovati stopnic. Stopnice načeloma bi lahko predstavljale oviro, vkolikor je nekdo starejši ali ima kakšne težave pri hoji. Tako da za izvedbo širših stopnic, katere je kasneje možno delno odrezati in vmes umestiti klasično neko stanovanjsko dvigalo, oziroma bolje rečeno dvižno ploščad, je potem ta težava rešena. Tako da je z vidika inštalacij in prostora vnaprej predvideno, da se z relativno majhno investicijo, z minimalnimi posegi, to potem kasneje po potrebi predela. Tako da škoda bi bilo, da bi to omejitev že na začetku sprejeli kot en tako imenovani handicap in bi potem hiša bila v enem samem nivoju in seveda potem prostorsko osiromašena. Skandinavska hiša ni klasična in kljubuje tudi običajnemu razporedu prostorov. To je bila ena temeljnih odločitev dejansko, da bodo v bistvu bivalni prostori v zgornjem nadstropju, spalni prostori v spodnjem in vse to, kar je v bistvu dodatnega programa. Odločitev je bila predvsem zato, ker se iz zgornjega nadstropja odpira razgled na te čudovite poglede proti Kamniškim Alpam, ki smo ga želeli v bistvu izpostaviti kot eno bistveno kvaliteto tega objekta. Medtem ko za spalne prostore je pa zelo tudi naravno in prijetno, če so na nivoju terena, so bolj na enem intimnem nivoju, se odpirajo na travo in obstaja ta direkten kontakt. Tako da problem pa je potem nastal, ker so bivalni prostori v nadstropju, da potem nimajo direktnega izhoda na teren, travnat teren,
Zato smo v bistvu za eno tako krajinsko manipulacijo tega spodnjega dela hiše smo teraso preko zelenih klančin pripeljali na nivo dnevne sobe in kuhinje in je s tem v bistvu notranji bivalni prostor povezan s to zunanjo teraso, ki je pa dejansko na strehi spodaj ležeče dependanse, ki je ta dodatni program hiše. Po 7 letih bivanja v Sloveniji lahko Janez z gotovostjo reče, da je dobil hišo, kakršno si je želel. Ta prostor s kuhinjo in s pogledom na Kamniške Alpe, na Karavanke, s tem odprtim pogledom na naselje mi je zelo ljub. Ljub mi je pa tudi naselje v dnevni sobi, kjer vidim proti vzhodu moj vrt z bazenom, z ribnikom, s tem zelenjem in to je veselje za oko. Pri načrtovanju sta arhitekta energijo za premagovanje ovir črpala iz Janeza, ki je hišo sooblikoval s svojimi navadami, kulturo in pogledi na svet. Glede na to, da ima naročnik tudi savno in pa nek manjši džakuzi, prostor za relaksacijo, bo zvenelo kot da želi impresionirati s programom. Vendar savna je nekaj popolnoma običajnega v skandinavskih deželah, tako da on si je sabo prinesel del svojega bivanja. V Skandinaviji ljudje v naseljih živijo skupaj in skupaj urejajo svoje okolje. Zato Janez v Visokem organizira delovna in družabna srečanja za sosede. Odprt je za ljudi in zanje je odprt njegov dom. Želel sem, da hiša ne izgleda kot neka trdnjava, ampak pa tudi ne v nekem starem, tradicionalnem, kmečkem stilu, ker tukaj v tem okolju to ni primerno. To naj bo eno sodobno naselje, ki funkcionira za moderne ljudi. Janez je za nastanitev prijateljev uredil posebne prostore z lastnim vhodom. Čudovite večere preživljajo skupaj v prostoru s savno, džakuzijem in klavirjem. Poseben kotiček na vrtu pa je posvečen prav posebnemu prijatelju. Na Švedskem sem bil tudi podjetnik in sem imel enega partnerja, Lasse. In Lasse je bil ne samo moj poslovni partner, bil je tudi osebni prijatelj, s katerim sva si delila uspehe in tudi probleme podjetja in sva tudi naredila nekaj potovanj okrog po svetu. Hudo mi je bilo, ko je pred 2 leti moral zapustiti tole naše okolje najino prijateljstvo, zaradi tega sem rekel, nekaj pa le lahko naredim, da ga bom imel blizu in sem mu naredil eno razgledno točko z nekim lepim drevesom, ki cveti z rdečimi cvetovi in ko pogledam skozi okna dnevne sobe, ja, se lahko pogovarjam z Lassetom. Estetsko, drzno, brezkompromisno so besede, s katerimi bi lahko orisal vhodna vrata družinskega podjetja Pirnar. Predstavili vam bomo njihovo povsem novo poslovno stavbo v Ljubljani. Pritličje je labirint razstavljenih vhodnih vrat. Med njimi so tudi tista, ki so svojim edinstvenim dizajnom vzbudila pozornost podeljevalcev nagrad, German Design Award in družinskemu podjetju Pirnar prinesla priznanje Special Mention za leto 2015. Pirnarjevi so se spraševali, kakšen naj bo salon, da bo odseval naše bistvo. Iskali so brezčasno eleganco. Arhitektka Ana Vrhovec jim je pripravila kakšnih 20 predlogov. Izbrali so tistega, v katerem so stara industrijska objekta slekli do skeletov, jima dali novo podobo in jo med sabo povezali z mehkimi belimi linijami. V pritličje nove zgradbe so namestili razstavni salon, v prvo nadstropje poslovne prostore in v povezano zgradbo del proizvodnje. Med načrtovanjem so jih zanimali tako stroški izgradnje, kakor tudi prihodnji stroški vzdrževanja zgradbe. Predvsem pa so bili pozorni na kakovost delovnega okolja.
V odprtih pisarnah delajo skupaj s svojimi zaposlenimi. Okna so zaradi čim boljše zvočne in toplotne izolacije troslojna. Radiatorjev in klimatskih naprav ni videti nikjer. Celoten objekt je dejansko ogrevan s stalnim gretjem. Celoten posloven del objekta proizvodnja je klasično z radiatorji, ampak talno gretje je zaradi tega, da ni pač nekih vidnih pač zaradi samega estetskega in cenovnega vidika. Samo hlajenje je pa mičken drugačen projekt bil. Vsi vemo, da sama klasična klima ni zdrava za telo, a ne? V službi preživite 8 ur delovnega časa, zato smo rekli, da za tak objekt, za klasično klimo hladiti je kar stresno na same ljudi, ki so v objektu. Zato smo nekako najdeli sistem oziroma rešitev, ki deluje na principu enako kot talno gretje, samo da je to dejansko stropno hlajenje. To pomeni, po celotnem stropu na objektu so razpeljane cevi, v katere priteka hladna voda in dejansko hladi zrak, topel zrak, ki je lažji od hladnega, ga hladi in se potem dejansko kot neka odeja hladen zrak spušča dol proti. Pa tudi sicer ste zelo ekološko naravnani, kot vem, imate neko zelo majhno porabo vode. Govorim vode iz omrežja vodovodnega, zato ker dejansko je stvar taka, da smo mi, vse kar se tiče okolja, to pomeni tudi ogrevanje, pač je strošek, ampak tudi vpliva na okolje, kako pač energijo je treba z nekje pridobiti. Enako velja za vodo. Imamo zbirnike za vodo, s katerimi potem tudi zalivamo travnate površine, s katerimi peremo avtomobile. Govorite zbirnike deževnice, ne? Zbirnike deževnice, ja, tako. Potem tudi za pranje fasade, a ne. Tukaj velike zbirnike imate, da lahko vse to? Tako, imamo kar ogromne. Smo se odločili, da hočemo pač čim bolj racionalno potem vplivati nekako na stroške potem naprej. In seveda pač tudi s tem na okolje, ker pitno vodo za pranje avtomobila ni smiselno uporabljati. Vsi prostori imajo LED razsvetljavo. Skozi velika okna prihaja precej naravne svetlobe. To pa potencirajo tudi posebne svetlobne cevi, ki se od stropa spuščajo s strehe. Kamorkoli se obrnem, rože, zelenje, rastline, imate tak mini botanični vrt? Ja, dejansko pisarne so nekako odprtega tipa, tako da se vidi iz enega konca na drugega. S samimi rožami in rastlinami smo pa hoteli nekako tak naraven občutek v samih pisarnah. Pa je to zgolj občutek naraven ali so tudi rastline v resnici naravne ali kaj plastike? Ne, dejansko so vse rastline so naravne. Tudi tole, naprimer celotna stena, to so vse naravne. Ja, se vidim zemlja noter, ja. Ja, tako je. To so vse dejansko naravne rastline. Ja, kako pa to potem živi, ki pa dobi vodo? A morate to zalivati? Zdaj tako, sam sistem je samo namakalni. To pomeni, da je računalniško krmilni sistem, ki zaliva rastline na časovno obdobje oziroma tako. Kar se tiče pa same svetlobe, ker pač le rabijo to dnevno svetlobo, imamo pa v bistvu vgrajene posebne luči, katere niso ambientalne, ampak dejansko dajo rastlinam to, kar potrebujejo. Tukaj imate tudi neke posebne luči. Kakšna je ta luč, recimo, kakšno svetlobo daje? Tole dejansko ni luč, tole je posebna, rekel temu, cev, katera potencira naravno svetlobo, tako da dejansko to je naravna svetloba iz okolice. Ker smo na vrhu, ker je tukaj streha stavbe, tako. Nekako usmerja. Želeli smo čim več naravne svetlobe pač v samem prostoru zajeti, tako da dejansko smo potem tudi te tube namestili. Ampak vse te manjše luči, te so namenjene rastlinam? Te so namenjene rastlinam, tako. To so pa LED ali so neonke? To so pa LED luči, da si lahko vsak zaposlen sam v bistvu še poveča svetilnost na njegovem prostoru. Upam, da bo vaša poslovna stavba zgled tudi drugim, kako se pripravi delovni prostor za delavce in skrbi tudi za okolje. Super, hvala.
oddaji Ambienti se ukvarjamo z vplivom prostora na človeka, danes pa smo pri strokovnjakih za svetlobo v podjetju CUM Tobel. Z nami je gospod Alan Dornik, ki nam bo povedal, kakšen vpliv pa ima svetloba na človeka. Kakšen vpliv ima torej svetloba na človeka? Svetloba je zelo pomemben dejavnik, ker zelo vpliva na počutje, zelo vpliva na produktivnost zaposlenih, zato smo v našem podjetju poudarili zelo veliko skrb na to, kako bi dosegli čim bolj optimalno svetlobo. In to ste dosegli preko nekih študij najbrž? To smo vedno z nekimi priznanimi tujimi inštituti skupaj izvajali študije, zato da bi bili rezultati čim bolj verodostojni in čim boljši rezultati. Ena zanimiva študija je bila opravljena z vaše strani. Bi povedali kaj več? Ja, študijo smo opravljali v bistvu na Picassovih slikah. Tam smo merili tako imenovan Damage Potential Index. Ravno tako z enim nemškim inštitutom smo potem razvijali tehnologijo merjenja, koliko časa in na kakšen način smejo biti izpostavljene slike svetlobi, se pravi, koliko časa na dan sploh smejo ljudje te slike hoditi gledati. Ko imamo mi neke smernice, da to mora biti 500 luksov, smo ugotovili, da če je osvetljenost do 800 luksov, kar je veliko več, kot je to, in da če imamo svetlobo oziroma če imamo vire svetlobe, ki niso samo direktni iz stropa, ampak da so svetilke spuščene in da imajo direktno in indirektno komponento, zelo, zelo pozitivno vplivajo tako na učinkovitost zaposlenih, kot na njihovo počutje, kot na zdravje, kot na veliko teh faktorjev. Torej, svetloba ima kar velik vpliv, bolj kot si mislimo, recimo. Svetloba ima zelo velik vpliv in če temu, kar sem prej naštel, dodamo še dinamiko svetlobe, ko spreminjamo svetlobi temperaturo od 3000 do 6000 kelvinov tekom celotnega dneva, mi lahko vplivamo na to, da mi vplivamo na človeški bioritem in s tem dodatno povečujemo učinkovitost zaposlenih. Po drugi strani pa se na ta način zmanjšuje izčrpanost na koncu dneva, kar je vedno rezultat potem boljše rezultati podjetja. Torej lahko dosežemo svetlobo, da delavec ni utrujen in da je bolj učinkovit. Točno tako. Svetlobo lahko nekako sledimo naravi, ko se temperatura svetlobe, ki jo imamo zunaj, spreminja tokom dneva od te hladne, ko nas prebuja, pa do večera, ko je toplejša barva, se pravi 3000, 2700 kelvinov, 2000 kelvinov, ko nas umirja in pripravlja na spanje. Se pravi, ko pridemo po kosilu spet na delovni prostor in se nam spi, kaj naredimo? Takrat dvignemo, če imamo seveda taka svetila, se po programu dvigne temperatura na 6000 kelvinov, kar ponovno sproži proces prebujanja. V kakšnih prostorih bi se dalo uporabiti to svetlobo? Na kakšnih objektih ste že delali? No, naše reference so kar široke. Pojavljamo se tako v trgovskih centrih, v trgovinah, tako v avtosalonih, v bolnicah, v šolah, kjer nam tudi pomenijo, šole so nam kar velik delež, poslovne stavbe, normalno, kar smo se pogovarjali. Se pa pojavljamo v zadnjem času tudi v individualnih privatnih hišah. A se velikokrat zgodi, da pridejo k vam investitorji in rečejo, želel bi si čim boljše delovne pogoje za svoje uslužbence? Lep primer je objekt, ki smo ga nazadnje delali, zelo modern, ko je gospod Pirnar prišel do nas s svojim elektroprojektantom in izrecno zahteval, da želi imeti najboljšo možno LED razsvetljavo, ker je za njega zelo pomembno, da imajo njegovi zaposleni optimalne delovne pogoje. In to nas je v bistvu zelo razveselilo, ker ta pojav niti ni tako pogost, kot bi si želeli, da bi bil. Podjetje se imenuje CUM Tobel Group. Kaj se skriva pod to besedo Group? Group pomeni, da smo grupacija. CUM Tobel Group je multibrand. Mi imamo v sklopu naše blagovne znamke 4 tako imenovane lighting brande. CUM Tobel, ki je kot premium brand. Potem imamo Toran, ki je performance brand. AC/DC, ki
ki so ravno tako zelo premium brand, ampak usmerjen v hotele, v fasade, v ozko specifično področje. In ne nazadnje je naša 4. blagovna znamka Tridonic, ki pa skrbi za proizvodnjo elektronskih komponent. Bi pa želel tudi izpostaviti, da so premium kvaliteta, modern dizajn, 5-letna garancija tudi ključni elementi za uspešnost našega podjetja. Pika na i vsake hiše je urejena okolica. Pomembno je, da zunanji elementi poudarijo slog in arhitekturne posebnosti domovanja. Kak vrt se nam vtisne v spomin zaradi svoje velikosti, drug naredi vtis s svojo harmonično ureditvijo, tretjega se bomo vedno spominjali zaradi vonja v zraku ali posebnega drevesa. Ponekod nas prevzamejo čudovite kombinacije rastlin, razkošen vodni motiv ali posebni vrtni dodatki. Vrt na Gorenjskem pa te začara s preprosto eleganco in s premišljenimi zasaditvami. Med pomembnejše dele vrta spada velika zelenica, ki se razprostira levo in desno od hiše. V številnih okrasnih loncih je zasajeno cvetje. Prikazali bomo zasaditev okrasne posode. Pri pripravi substrata si bomo pomagali z uporabo zelenih kock. Te kocke vižejo vodo, hranila in dajo zračen substratu, pa najbolje, da kar pristopimo k postopku. Na dno posode bomo položili filc. Ta filc bo poskrbel za, da nam zemlja in voda ne bo pronicala skozi posodo. Na filc bomo natresli glinopor. Natresemo ga približno 5 cm. Glinopor bo poskrbel za odsednost. Na glinopor nasujemo kar par centimetrov zemlje, približno 10 cm. To zemljo zmešamo z našimi zelenimi kockami v razmerju 1:5. Te kocke dobro vežejo vodo in hranila ter poskrbijo za zračnost substrata. Hranila se postopno sproščajo v zemljo. Kocke pripomorejo tudi boljšemu koreninjenju rastlin, razvija se močnejši koreninski sistem. V posodo smo zasadili Ilex crenata. Ilex crenata je nadomestek za pušpan, pisanolistni bršljani pa bojo poskrbeli za poživitev posode. Za hišo je breg, ki je premišljeno zasajen. Brin, tise in lovorikovec tvorijo naravno ograjo. Dvignjene grede razmejujejo okrasni in zelenjavni vrt. Izdelane so iz macesnovega lesa. V njih so zasajena zališča, trajnice ali jagode. Kamni pa so iz reke Kokre. Na dno dvignjene grede naložite tanjše vejevje in odpadke z vrta. Plast podlage Urbanscape bo zadrževala vlago in preprečevala izpiranje. Rodovitno zemljo pomešajte z zelenimi kockami Urbanscape. Tako boste ustvarili odlične razmere za boljšo rast. Stebrasti gaber, okrasna češnja in prava češnja kraljujejo ob lepo urejeni zelenici. Rdečelistnata okrasna sliva in 2 fotiniji barvata vrt na rdeče.
Drevo tulipanovec ima liste v obliki cveta tulipana. V nočnih urah je osvetljen s svetili. Prijetne večere na terasi ali na vrtu radi pokvarijo nadležni komarji. V ultrazvočni razpršilnik Gisa nakapajte nekaj kapljic naravnega eteričnega olja limonine trave, ki odganja mrčes. Okrasne rastline se dobro počutijo tudi na strmem pobočju. Le dobro idejno zasnovo je treba pripraviti in rastlinam dati čas, da se razrastejo. Vrt na Gorenjskem se spreminja od pomladi do konca zime, ko se leto sklene in se krog življenja začne znova. Vedno enako, pa vendar vsako leto malo drugače. V trenutku, ko se odločite za prodajo svojega stanovanja, ta pravzaprav ni več vaš dom, temveč postane nepremičnina, ki na trgu skupaj z drugimi tekmuje za pozornost. No, seveda, če želite doseči največjo možno ceno za svoje stanovanje, je pomembno, da ga potencialnim kupcem predstavite v najboljši možni luči. V tujini se je z velikim nepremičninskim pokom razvila storitev imenovana staging oziroma home staging. Kaj to točno pomeni? Ja, res je. V zadnjih letih je ta storitev zratala zelo popularna v tujini. Gre pa za to, da poskusimo nepremičnino čim bolj pripraviti na prodajo. To se da narediti na različne načine, predvsem je pa bistveno, da s čim manjšim vložkom probamo iztrgati čim boljšo vrednost iz nepremičnine. A obstaja, preden greva v podrobnosti, a obstaja mogoče še kakšna slovenska sopomenka te besede oziroma tega izraza, Ja. ki prihaja iz angleščine, ne? Ja, res je. Home staging pri nas kot taka beseda ni poznana, tega ljudje ne razumejo, tako da mi smo se pravzaprav prav trudili iskati zdaj nek prevod te besede. Home staging kot tak v bistvu pomeni uprizoritev doma, ne, če bi direktno prevajali. Zdaj, mi smo nekako prišli na idejo, da bi to poimenovali celovita predstava, ker s tem v bistvu mi predstavljamo dom, kakšen bi lahko bil, kako bi lahko nekdo v njem živel. Tako da za to v bistvu gre. Se pravi, kaj je tisto v bistvu, kar vi naredite? Poskusimo z čim manjšim vložkom pričarati ta dom res takšen, da bi nekdo želel v njem bivati. Moramo se namreč zavedati, da večina ljudi danes te svoje nepremičnine prodaja v takšnem stanju, kot so, se pravi, jim ne posveti nobene pozornosti pred prodajo, jih mogoče niti ne prebelijo, niti ne počistijo, ampak praktično samo pofotografirajo pa objavijo oglas. A to pomeni, da vi potem stanovanje dekorirate ali mogoče samo skrijete njegove morebitne napake? Ne gre za to, da bi hotel skrivati napake, daleč od tega. Gre predvsem za to, da predvsem mi iz stanovanja želimo potegniti njegov maksimalni potencial. Vi ste sodelovali pri home stagingu tega stanovanja oziroma celoviti predstavi doma, tako imenovani. Najprej me zanima, kakšno je bilo stanovanje predno ste se ga lotili vi? Ja, to stanovanje je prav zanimivo, glede na to, koliko je zdaj svetlo. Tukaj v tem stanovanju je živela ena babica. Stanovanje je pravzaprav izgledalo dosti temačno, so bile temnejše stene, temno pohištvo, staro, že malo dotrajano pohištvo, že dolgo časa ni bilo pač obnavljano to stanovanje. Zato smo se mi takrat odločili, ko smo razmišljali o home stagingu tega stanovanja oziroma o predstavitvi, da bomo kompletno vse pač znosili ven, ker sicer bi lahko kakšno staro omaro lepo ali pa kakšen star kos pohištva tudi porabili, predelali na novo, prebarvali ga, malo osvežili. V tem primeru smo pač vse ven odnesli. Koliko pa je veliko stanovanje? Stanovanje je veliko 45 kvadratov. Kdo je v resnici kupil to stanovanje? Ja, to je bilo pa prav zanimivo, da dejansko na koncu so kupili stanovanje to za neko mlado študentko, torej starši za njo. Ne? V resnici študentko? V resnici, zato ker nekako tudi mi smo pravzaprav se za to opremo ali pa za takšno vrsto odločili, ker smo razmišljali tako, ne? Lokacija stanovanja, ki je blizu centra, ne? In tako, kakšne vrste ljudi bi lahko zanimalo to stanovanje in očitno, da smo bili pri tem še kar uspešni. Se pravi, so jo palete prepričale? Ja, pa sama pač razporeditev prostorov in tudi lokacija očitno, ne, vse skupaj.
Koliko je pa taka obnova stanovanja stala? Ta home staging za to stanovanje, recimo konkretno, koliko je to potrebno vložiti približno? Ja, to, kar sem prej povedala, to se pravi te osnovne stvari, da smo zbrusili parket, pa prebarvali stene, pa vrata, pa okna, to smo približno recimo 5000 evrov je za to šlo. Kaj pa pri sami prodaji, je za to stanovanje uspelo doseči kaj višjo ceno, se ta vložek nekako povrne? Ja, nekako statistike kažejo, tudi pač pri nas nimamo seveda izkušenj kaj dosti s tem, ampak zdaj mi lahko s svojim primerom to potrdimo, da te statistike so še kar točne. Torej, da se v 3 do 5 krat se povrne investicija homestaginga. Se pravi, da kot lastnik, če prodajaš stanovanje, nekaj se odločiš investirati, se ti to na koncu v večini primerov povrne. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Hvala, ker ste bili z nami, ne pozabite na nas, prihodnji teden se spet vidimo ob istem času na istem mestu, ko si bomo ogledali sodobno hišo, ki jo poleg privlačne notranjosti odlikuje tudi obilica svetlobe. In kaj se skriva za mogočnimi zidovi kulturno-zgodovinskih stavb? V eni od njih so arhitekti nekaj starih stanovanj preuredili v sodobne hotelske apartmaje.